COVID-19. V takšnih razmerah so nakupi in prodaje podjetij še posebej zanimiva tema, poleg že znanih razlogov, kot na primer, da iščete priložnost za osvajanje novih trgov, ustvarjanje nove vrednosti z nakupom podjetja in dejavnosti, da želite strateško investirati presežna finančna sredstva ali pa da razmišljate o racionalizaciji poslovanja ali iščete kupca za svoj lastniški delež. Zato je mogoče trenutek, kajti razmere na trgu so nekoliko drugačne. Na tokratnem SBC webinarju se bomo dotaknili naslednjih tem: priprava podjetja za prodajo, kako optimizirati vrednost za lastnika v trenutku prodaje, priprava za nakup podjetja, identifikacija potencialnih tarč, kako določiti pravo vrednost tarče in kako identificirati sinergije, kako organizirati postopek prodaje ali nakupa skladno tržno prakso in podobno. O tem danes strokovnjakoma, vodji projekta M&A v NLB-ju, ki jo lepo pozdravljam med nami, to sta gospod Karel Kač, svetovalec za podjetniške finance, ki bo predstavil prodajno stran postopka, in gospa Urška Gornik, svetovalka za podjetniške finance v Novi Ljubljanski banki, ki bo predstavila nakupno stran postopka. Webinar moderiram Goran Novkovič, izvršni direktor SBC-ja. Veseli smo, da se je danes na naš tretji bilo 50 slušateljev, članov SBC-ja. Webinar bo potekal tako, da bomo najprej poslušali predavanje, na koncu pa bosta predavatelja na voljo za odgovore na vaše vprašanja. V pogovoru v ikonci chat med predavanjem, odgovori bodo na voljo v času za vprašanja, torej po webinarju, lahko vnaprej že med samim predavanjem postavite svoje vprašanja. Tudi na koncu v tej ikonci, po tej ikonci možno postaviti vprašanja, hkrati pa na koncu predavanja lahko tudi kliknete na rokco, raise your hand, in tako tudi boste lahko postavili direktno vprašanja našim predavateljima. Predlagam, da bomo ob koncu predavanja najprej šli po tistih vprašanjih, ki bodo na ikonci chat, potem pa še lahko kdor bo želel tudi direktno vprašati s pomočjo ikonce rokca. Po webinarju boste po predavanju prejeli prezentacijo in kontakte predavatelja za morebitna tudi kasnejša vprašanja, direktna za naša predavatelja. Preden pa začnemo, še enkrat vse vas prosim, nekateri ste se nam pridružili malo kasneje, da izklopite zvok in video, ker pa že najbrž vsi težko čakate, da slišite kaj novega in koristnega. Vabim naša današnja predavatelja kar k besedi. Gospod Kač, gospa Gornik, izvolite. Torej, nekaj zaštekalo. Tako, dober dan. Zdaj deluje? Deluje zdaj? Torej, se opravičujem za rahlo tehnično napako. Torej, še enkrat vas lepo pozdravljam vse udeležence in se hkrati zahvaljujem tudi Klubu slovenskih podjetnikov za organizacijo tega webinarja in priložnost, da lahko z vami delimo naše znanje in izkušnje na temo nakupov in prodaj podjetij. No, če se na hitro še sami predstavimo, danes bova teme predstavljala Urška Gornik in jaz sam Karel Kač, oba sva svetovalca za podjetniške finance v NLB in sva na splošno odgovorna za področja prevzemov in združitev podjetij in izdaje vrednostnih papirjev za podjetja. Večinoma gre tukaj za obveznice, včasih pa organiziramo tudi dokapitalizacije z izdajo delnic. Zdaj, Urška je po večletnih izkušnjah v KPMG in KF Financah prišla v NLB-sko tipino leta 2015. Jaz sam sem pa v NLB-ju zaposlen od leta 2010 naprej. Če bi imeli po webinarju slučajno kakšne vprašanja za nas, so od spodaj tudi naši kontakti.
Če namenim minuto samo kratki predstavitvi področij, na katerih so NLB podjetniške finance aktivne. Zdaj naša dejavnost lahko nekako segmentiramo v 3 stebre. Prvi steber so nakupi in prodaje podjetij. Tukaj organiziramo celostne procese nakupov in prodaj podjetij in tudi vseh povezanih storitev, kot so na primer prevzemne ponudbe, iztisnitve manjšinskih delničarjev ali pa priglasitve koncentracije na Agenciji za varstvo konkurence. Drugi steber so izdaje vrednostnih papirjev, kot sem že omenil, gre v zadnjih letih na slovenskem trgu precej za izdajo dolžniških papirjev, manjše število je pa lastniških in vidimo, da je ta segment zelo zanimiv in komplementaren z bančno osnovno dejavnostjo, ki pa je seveda financiranje gospodarstva direktno. Na tem segmentu moram reči, da smo tudi imamo zelo dominantno pozicijo na slovenskem trgu. No in tretji steber je pa organizacija sindiciranih posojil, kar na kratko pomeni, da organiziramo posojilo, preko katerega več bank preko iste kreditne pogodbe financira določeno podjetje. In prednost je seveda ta, da je poslovanje z bankami za komitenta bistveno poenostavljeno, ker ima samo en odnos namesto večjih. No, seveda tega tretjega stebra danes v detajle in tudi drugega ne bomo obravnavali. Če rečem še 2 besedi o referencah, kot NLB delujemo v sodelovanju z praktično večino slovenskih velikih podjetij. V podjetniških financah se po zadnjih letih vedno bolj fokusiramo tudi na srednje, velika in mala podjetja, ker mislimo, da je to definitivno najbolj dinamičen del slovenskega gospodarstva, ki se tudi najhitreje razvija. V zadnjih letih smo tako sodelovali recimo s podjetji, kot so Union Hoteli, Adventura Holding, Titus, Geni, Slovenska industrija jekla, Tekstina, tovarna akumulatorskih baterij, Mežica in tako dalje. No, na tej točki bi besedo nakupni vidik daje podjetja. Nakupa podjetja. Pozdravljeni, lep pozdrav še z moje strani. Veseli me, da smo se zbrali v tako številčni ekipi, čeprav bi si vas vseeno želela videti v živo. Danes trenutno taka situacija, da se moramo privaditi na te internetne dogodke. Probala v bistvu predstaviti, kar se da v nazorni in strnjeni obliki. In če kar začnemo, v bistvu sem na prvem slajdu združila le nekaj uspešnih prevzemov, ki so se zgodili v zgodovini, tako na svetovnem kot tudi na slovenskem trgu. Zdaj moramo vedeti, da zanimivi so prevzemi, predvsem če govorimo, bom še enkrat takole razložila, se pravi, cikel podjetja vpliva tudi na prevzeme, ki se zgodijo. In življenjski cikel podjetja razdelimo na 4 faze. In to so startup podjetja, rastoča podjetja, zrela in upadajoča podjetja. Pri startup podjetjih so značilni prevzemi po zelo visokih mnogokratnikih in v teh primerih, ki sem jih navedla tukaj na slajdu, bi izpostavila primer Google in Android. Google je prevzel startup podjetje leta 2005, ko je bilo Android še dejansko popolnoma nepoznano podjetje in je želelo konkurirati s tem Microsoftu in Applovim takrat operativnim sistemom na mobilnih telefonih. Prevzem je bil nadvse uspešen in investicije Googla v samo startup podjetje Android so pripeljale dejansko do tega, da danes Android zavzema 50% celotnega trga mobilnikov, kar je ogromno, ne.
In če nadaljujemo potem v rastoči fazi podjetij, te faze so za prevzeme najbolj zanimive in tudi najbolj, bi rekla, največ sinergij pripeljajo za prevzemnika. Tukaj bi izpostavila primer Disney in Pixar Marvel. Disney je v nekem trenutku zaspal in dejansko v animacijah ni imel takega napredka, kakor ga je imel hitro rastoči konkurent Pixar. Disney se je zato z presežnimi sredstvi, ki jih je imel na voljo, odločil za prevzem in tudi ta prevzem je prav tako uspešen, ker lahko opazujemo tudi nadaljnje uspešne, se pravi, risanke, katere je Pixar po prevzemu izdal in so prinesle kar par milijard prihodkov. Kasneje so se po tej uspešni zgodbi odločili tudi za prevzem Marvela. Marvel pa trenutno je pa v bistvu specializiran za snemanje filmov, kateri scenariji temeljijo na stripih, tako da je nekako tudi ta povezava z risankami in stripi bila v bistvu sklenjena v celotno zgodbo. Zdaj v fazi zrelih podjetij, tukaj lahko predvsem govorimo o združitvah, se pravi mergerjih. Dala bom primer Exxon in Mobil. Exxon in Mobil je v bistvu združitev dveh največjih ZDA naftnih podjetij in so s tem dejansko prevzeli celoten trg. Drug primer, ki bi ga izpostavila, je Heinz in Kraft Food. Združitev teh dveh podjetij pa je prinesla v bistvu do 5. največjega podjetja na svetu pri proizvodu hrane in pijače. Tako da te združitve res so v bistvu konkurenti, velika podjetja, ki dejansko potem zavzamejo velik kos trga. Pri upadajočih podjetjih tukaj pa predvsem lahko opazujemo prevzeme strani finančnih investitorjev, finančnih vlagateljev, kot so skladi, ki izvedejo določena prestrukturiranja in nato podjetje prodajo po določenem časovnem obdobju. Omenila bi kar slovenski primer. Verjetno se ga vsi spomnite, ko je slovenska industrija jekla prevzela Perutnino Ptuj, ki je bilo podjetje popolnoma izven njihove branže in oni tudi niso imeli namena dolgoročno, se pravi, upravljati s tem podjetjem. Videli so priložnost in so podjetje v nekaj letih prestrukturirali in ga pripravili za nadaljnjo prodajo in pri tem, ko so ga prodajali skladu MHP, v bistvu generirali tudi znaten donos. Tako da to je za ta upadajoča podjetja. Zdaj pa, če grem naprej, kar je prvo v bistvu pri procesu nakupa podjetjih pomembno, je, da poznamo motiv. Motive lahko delimo na 3 ključne in sicer to je rast znotraj panoge, drugi so sinergije in tretji diverzifikacija. Rast znotraj panoge, pa če se vrnemo še enkrat nazaj na tele moje primere, bi omenila primer Vodafone in Mannesmann. Vodafone ta prevzem velja za največji prevzem v zgodovini časa, znašal je kar 180 milijard dolarjev. Vodafone je v bistvu na evropskih trgih, v Nemčiji in ostalih trgih bil zelo prikrajšan in edino, da bi on rastel znotraj te panoge na teh trgih, kjer si je želel, je lahko uresničil z prevzemom tega drugega velikana Mannesmann, nemškega podjetja. Se pravi, na slovenskem trgu tudi lahko opazujemo zelo zanimiv primer, ki se je zgodil par let nazaj, Helios in Kansai Paint. Kansai Paint je japonsko podjetje, ki je kupilo Helios z namenom, da je v bistvu penetriralo na evropski trg in si tako omogočilo prodajo tudi tukaj znotraj seveda tega našega trga. Se pravi, rast podjetja znotraj panoge je zelo pomembna in lahko podjetja jo vedno ne dosežejo samo organsko, ampak jo želijo doseči tudi anorgansko in to so v bistvu ti primeri, ki smo zdaj o njih govorili. Sinergije, tukaj bi omenila, če se vrnem spet nazaj, zelo znan primer Pfizer in Warner Lambert. To velja za textbook sovražni prevzem. Moramo povedati, da tudi vsi prevzemi niso obojestranski, ampak poznamo tudi take, ki dejansko kjer prodajalec ne sodeluje in sodelujejo lastniki in ne management. In zgodba gre sicer tako, bom kar na hitro zaključila, da v bistvu Pfizer je imel tržne pravice za zdravilo Lipitor,
Seveda si je pa dobiček moral deliti z lastnikom teh tržnih pravic, z Warnerjem Lambertom. Warner Lambert pa Pfizerja v bistvu v teh svojih licencah ni želel videti in je proti njemu izdal tudi tožbo. Lastniki Warner Lamberta so v bistvu speljali postopek prodaje že znanemu kupcu Home Products, ki pa se je v postopku na to umaknil in je vskočil Pfizer. In je dejansko v samem procesu prišel nenapovedano kupec, katerega niso želeli, ampak se je proces speljal do konca in Pfizer je še danes lastnik, se pravi celotni lastnik za zdravilo Lipitor in je tako prišel do celotnih licenc. Se pravi, to so trije glavni ključni vzvodi. Omenila bi pa še integracije z vidika horizontale in vertikale. Vertikalno pomeni, da se podjetja integrirajo znotraj dobavne in dobaviteljev in kupce v verigi kupcev. Horizontalno pa dejansko govorimo o, se pravi, konkurentih in njim enakim podjetjem. Tukaj imamo kar nekaj primerov, tudi v Sloveniji jih lahko naštejemo par, naprimer Lek Novartis, Adria Mobil, Trigano, tukaj imam še Autocommerce, Autotrigger, Emil Frey in tako naprej. Zdaj pri diverzifikaciji bi omenila na hitro še uspešen primer Kolektorja in nakup CPG-ja. Dejansko se je Kolektor v določenem trenutku, ko je njegova osnovna dejavnost bila v upadanju, odločil za prevzem še gradbeniške panoge in tako uspešno zdaj vodi obe. Sedaj pa, če v bistvu res proces nakupa je kompleksen, jaz sem ga v bistvu razdelila na 10 korakov in vam bom ga probala razložiti čim bolj enostavno in jasno, kakor se da v tem kratkem času. No? Prvi korak se dejansko prične pri strategiji transakcije. Kupec mora postaviti vprašanje, kaj išče. Potrebno je analizirati panogo, tržne deleže, geografsko prisotnost, asortiman produktov in konkurenco. Pomembno si je zastaviti, se pravi, strategijo. Stanje so lahko poslovni kriteriji so dejavnost, velikost, lokacija, lastništvo stranke in dobavitelji, finančni pa prihodki, dobiček, denarni tok, kvaliteta stanja in na koncu seveda cena. V tretjem koraku teh kriterijev, v bistvu preko 3 kriterijev pridemo do analize trga. Zdaj, analizo trga lahko upravite vi sami ali pa to storite preko svetovalca. Mi v zadnjem času beležimo kar, bi rekla, povečano povpraševanje po teh storitvah. Imeli smo ene par primerov, lahko omenim enega izmed teh, kjer je v bistvu do nas prišlo podjetje s presežnimi sredstvi in je iskalo tarčo v tekstilni industriji, se pravi, to je bil ta poslovni kriterij, s tem, da so imeli jasno razdeljeno, kaj točno v tekstilni industriji. In je bilo takoj možno omejiti nabor. Drugi kriterij, ki so ga imeli, je bil finančni in je bila velikost prihodkov med 5 in 15 milijoni in seveda, da se podjetje nahaja na slovenskem trgu. Mi smo analizo opravili, skozi analizo smo prišli do 10 potencialnih tarč in skupaj z našim naročnikom smo v bistvu v teh 10 potencialnih tarčah izbrali 2, s katerimi smo nadaljevali proces. In s tem pridemo tudi do naslednje točke, ki je v bistvu pristop do same potencialne tarče. Zdaj, če postopek peljete preko svetovalca, se vam v tem trenutku še ni potrebno razkriti. Če pa postopek peljete sami, je pa potem direktni kontakt z tarčo. Prvi dokument, s katerim se boste srečali v tem postopku, je NDA, se pravi Non-Disclosure Agreement oziroma pogodba o nerazkrivanju informacij. In tukaj dejansko lahko preverimo, je prvi tak, bi rekla, mejnik, kjer se preveri, ali je na drugi strani interes. Pomembno je vedeti, kaj je namen prodaje. Ker če tarča oziroma lastniki tarče niso pripravljeni prodati, ne bodo podpisali ta dogovor. Če pa so pripravljeni prodati, je pa dobro vedeti namen, zato ker če prodajalec ni zares pripravljen prodati in želi samo, bi rekla, poizvedeti, kakšno visoko ceno ste pripravljeni plačati,
vas bo vodil čez cel proces, na koncu pa vam bo zastavil res neko nerazumno ceno. In, pardon, to hitro govorim, da sem že brez glasu ostala. Se pravi, če prodajalec ni pripravljen prodati, je dobro to vedeti čim prej. Drugo, če pa je prodajalec pripravljen prodati, je pa dobro vedeti namen prodaje. Se pravi, lahko se gre o lastniških zgodbah, ali je to, ne vem, nima brez naslednika, lahko je to slabšanje poslovanja, razlogi so v glavnem različni. Dobro je pa vedeti, kakšen je razlog, ker s tem se tudi potem oblikuje nadaljnji proces. Velikokrat se ne govori o tem dejansko, kaj se kupuje, se pravi o vsebini nakupa, in tukaj bi delila na dve različni področji, in sicer govorimo o asset dealu in stock dealu. Prednosti in slabosti sem zlistala tudi v slajdu, ki ga vidite na vaših ekranih, in ne bom šla v detajle. Je pa res, da na hitro pri nakupu sredstev izberete samo tisto, kar si želite, pri nakupu deležev pa dejansko kupite celotno podjetje z vsemi obveznostmi, zaposlenimi, pogodbami, skratka celotno zgodbo. In zdaj, če nadaljujemo in ponovimo, se pravi, prišli smo do prvih 4 korakov in te so kar dobri oziroma zelo pomembni, in kajti dobra priprava je ključna pri temu procesu. Ker dobra priprava kupca pripravi, se pravi, na kasnejša pogajanja in na vplivanje na ceno, zato so te začetni in uvodni koraki res, ne morem dovolj stresirati, pač pomembni. S 5. korakom potem tukaj zdaj, se pravi, 4 koraki, ki sem jih postavila, so aktivnosti pred nakupom, in z 5. korakom preidemo v oceno vrednosti tarče, ki je ta srednji del na slajdu, ki ga vidite. In 5. korak dejansko pridemo do že ocene vrednosti tarče. Tukaj bomo potrebovali podatke družbe in podpisan NDA dokument. Zahtevamo različne podatke, finančne, sedimo na sestankih z managementom in lastniki, seveda, če nas sprejmejo. In dobro je v tem trenutku že tudi ovrednotiti naše sinergije. Zdaj, za sinergije dobesedno vi ne plačate. Plačate, se pravi, za podjetje, ki ga kupujete. Sinergije so tisti plus, ki pridejo z nakupom tega podjetja, ampak jih je dobro ovrednotiti tudi za vaše naslednje poslovanje in planiranje. In v tem trenutku procesa je predvsem pomembno razumeti gonilnike poslovanja. Te bomo identificirali samo z pomočjo, se pravi, tarče in z informacijami, ki nam jih bo ona podala. Če dobro analiziramo gonilnike, potem lahko tudi sami pripravimo projekcije poslovanja in pripravimo seveda vrednotenje na osnovi teh projekcij. Pri vrednotenju bi rada izpostavila še to, da je dobro vrednotiti vedno po različnih metodah. Vrednotimo, verjetno je vsem znana metoda diskontiranih denarnih tokov, DCF, lahko pa vrednotimo tudi po metodah mnogokratnikov EBITDA-ja. In tukaj govorimo o metodi primerljivih transakcij in o metodi primerljivih borzno kotirajočih podjetij. Vsaka od teh nam poda, se pravi, specifično informacijo. Ko imamo opravljeno to začetno vrednotenje, dejansko pridemo do 6. koraka strukturiranja nezavezujoče ponudbe, in cilj tukaj je v bistvu vključiti tako nakupno in prodajno stran. Saj ta nezavezujoča ponudba bo potem osnova za kasnejšo, se pravi, kupoprodajno pogodbo. Po podpisu nezavezujoče ponudbe, se pravi, da se tarča strinja z vsem, kar smo do sedaj analizirali in podali, pridemo dejansko do najpomembnejšega in najbolj ključnega dela celotne transakcije, in to je proces skrbnega pregleda. Skrbni pregled je res, ta nam bo, če v bistvu preskočim in grem kar naprej na naslednji slajd, kjer temeljito opišem vlogo skrbnega pregleda. Res je pomembno, ker nam bo priskrbel informacije o finančnem rezultatu in finančni poziciji.
Naročniku bo predstavil pomembno razumevanje kvalitetnega poročanega EBITDA in pomembno vlogo predvsem v višini po potreb po samem financiranju poslovanja tarče in razkril nam bo razliko med vrednostjo celotnega kapitala in vrednostjo lastniškega kapitala ter podal informacije za sama pogajanja pri kupoprodajni pogodbi. Ko sem prej omenila, bo skrbni pregled oziroma preliminarno ceno ocenimo po različnih metodah. Skrbni pregled pa je tisti, ki nam v bistvu zagotovi informacije za prilagoditev cene. Prilagoditev cene se predvsem, bi rekla, nanaša na neto dolg in denarna sredstva, obratni kapital ter capex. Drugi dejavniki, ki vplivajo, pa so tudi zaveze, obveznosti in presežna sredstva, ki se v samem postopku nakupa lahko tudi vmes prodajo. Zdaj, to je 7. korak skrbnega pregleda. 8. korak govorimo o strukturiranju same kupoprodajne pogodbe. 9. korak, ki dejansko, o katerem moramo razmišljati že prej, ampak v tem trenutku pride v veljavo, je, kako bomo financirali sam nakup. Financiran nakup je lahko strani lastnih sredstev, se pravi z dolgom ali izberete dolg na kapitalskih trgih, različne oblike, se pravi financiranja poznamo. In 10. korak je podpis pogodbe. Ponavadi se tukaj odpirajo penine, sploh svetovalci so zelo veseli, ampak za samega prevzemnika, kupca pa se tukaj zgodba šele začne. Ker najpomembnejši in najtežji del vsega tega procesa pa je dejansko integracija. Poznamo kar nekaj primerov s trga, ko je bil prevzemni proces uspešen in je v bistvu eno podjetje kupilo drugo, čez par let sta se pa dejansko rešili, ker niso znali najti poti, kako dejansko integrirati različne kulture, načini poročanja, tržne poti. V glavnem, integracija je tista v bistvu, ko takrat se delo kupca dejansko šele prične. In o tem je potrebno razmišljati tudi že v začetku, saj bodo vaše poslovne službe zasedene z samo integracijo, kar pomeni, da bo trpelo vaše osnovno poslovanje. In s tem dejansko pridemo do zaključka nakupnega procesa. Rada bi poudarila še, se pravi, sama izvedba skrbnega pregleda ponavadi traja med 3 in 6 tedni, seveda je odvisno vse od obsega. Razdelila sem ga na 8 ključnih korakov. Prva 2 koraka je predvsem razkrivanje gonilnikov poslovanja, se pravi razumevanje panogov in, kot sem omenila, gonilnikov. Druga 2 koraka moramo določiti obseg skrbnega pregleda, ker skrbni pregled ne velja samo oziroma se ne nanaša samo na finančni del. Skrbni pregled je lahko tudi pravni, okoljski, operativni, komercialni, poznamo različne vrste. In tukaj v tem delu je potrebno določiti obseg skrbnega pregleda. 5. del je dejansko preverjanje podatkov, ali se vsi zbrani podatki ujemajo med sabo, da ne pride do kakšnih navzkrižij. 6. je izvedba in intervjuji s poslovodstvom, ter 7. in 8. interpretacija in seveda zaključek, priprava executive summaryja. Ta proces, če ga opravljate sami, je zelo zahtevno in zavzame kar nekaj časa, seveda odvisno od velikosti in obsega. Jaz predlagam, da pač ta proces prepustite za temu primernim svetovalcem. Sploh z vidika pravnega svetovanja je tukaj težko oceniti neke določene pogodbe, če v tem področju nimamo izkušenj. In za zadnje bi pa rada v bistvu povedala še, da jaz sem zelo na hitro zdaj preletela ta proces, je pa res kompleksen in odvisen seveda od več faktorjev. Eno je samo lastništvo tarče, ki se prodaja, ali je tarča javno podjetje ali privatno podjetje. Odvisno je od interesa prodajalca in seveda same velikosti te tarče. Če govorimo o manjšem podjetju, bo proces veliko bolj okrnjen in lažji, medtem ko če govorimo o skupini večjih podjetij, bo proces toliko bolj kompleksen. In nazadnje še trenutna tema, s katero se vsi srečavamo, se pravi COVID.
Zakaj nadaljevati proces v trenutnem času in na kakšne ovire se lahko s kakšnimi ovirami se lahko srečate? Na trgu trenutno res govorimo o prodajnih, oziroma smo srečali kar nekaj prodajnih procesov, ki so se zaustavili. Imamo pa povečano povpraševanje strani nakupa. In sicer, zakaj izpeljati proces v tem trenutku, je predvsem z vidika cene. Kriza pripelje do poslabšanega poslovanja, kar pomeni, se pravi, vpliv tudi na ceno. In drugi zelo pomemben razlog je, da se v krizi pojavijo priložnosti, ki se drugače na trgu ne bi pojavile. Se pravi, da lahko pridete do nekega podjetja oziroma lahko začnete razmišljati o nekih dogodkih, se pravi postopkih, ki drugače jih sploh ne bi zaznali na trgu. Oviri, s katerimi se lahko srečate, bom pa začela v bistvu s tem, kar smo se tudi mi danes srečali, se pravi oddaljenostjo od fizično oddaljenostjo. Jaz osebno si res ne predstavljam, da se celoten nakupni proces pelje preko IT programov in takšnih in drugačnih orodij, ker za nakup podjetja je definitivno potrebno, se pravi podjetje, proizvodni obrat, kakorkoli, kar kupujete, videti v živo. In seveda opraviti tudi sestanke z samimi lastniki in managementom. V tem času je to omejeno in druga ovira, ki je povezana tudi s tem, je IT pripravljenost, ki jo morate zagotoviti seveda že vnaprej, da imate vse kanale delujoče. In tretja ovira, ki se lahko srečate z njo v tem času, je predvsem tudi pravnega vidika, in sicer je v kupoprodajni pogodbi potrebno biti pozoren na določene klavzule, kot so MEK klavzula, in seveda vključiti različne garancije in jamstva, predvsem v primeru, da nekih določenih stvari niste morali preveriti v živo ali v takem obsegu, kakor bi jih lahko preverili, če bi bil trg, če bi se lahko prosto gibali naokoli brez, se pravi, nevarnosti okužbe. In zadnja in bi rekla še najbolj pomembna ovira pa je, da dejansko ob ponovni zaustavitvi gospodarstva lahko pride do zaustavitve tudi postopka. To si pa ne želimo, ker se izgubi moment in ta moment je ključen v samem nakupnem procesu, saj če se postopek zaustavi, ko ponovno nadaljujete, se vrnete dejansko v prvi korak, oziroma bi rekla, v 3 korake nazaj, kjer ste bili že prej. In to bi bilo zdaj na kratko z moje strani vse, tako da predajam besedo kolegu Karlu Kaču, ki vam bo razložil prodajni proces podjetja. Tako. Torej, kot je Urška že omenila, bomo v tem drugem delu predstavitve predstavili še prodajni vidik kupoprodajnega procesa podjetja. Zdaj, iz naše prakse vidimo, da se podjetniki za prodajo podjetij odločajo iz zelo različnih razlogov. Imajo več potenciala za razvoj podjetja z trenutno lastniško strukturo. Razlogov za to je lahko več. Recimo 10 let nazaj se je na slovenskem trgu dogajala konsolidacija med podjetji iz prehranskih dopolnil in so potem podjetniki nekako razumeli, da bo poslovanje majhnega podjetja po konsolidaciji trga težje in so se zato pogosteje odločili za prodajo. Drugi moment je lahko tudi velika potreba po investicijah v določeni panogi, kar pomeni, da podjetnik s tako lastniško strukturo sam ne zmore več investirati dovolj v razvoj podjetja. Lahko obstaja tveganje, da se tudi zgreši smer razvoja in posledično se v takem primeru išče strateškega partnerja. 30 let
Po osamosvojitvi Slovenije opažamo, da je vedno bolj aktualno tudi vprašanje nasledstva. Tisti podjetniki, ki v družini nimajo naslednika, ki je zainteresiran za vodenje podjetja, se potem zelo pogosto začnejo zanimati o tem, ali bi podjetje lahko prodali. Včasih se tudi zgodi, da poslovni partnerji ali pa konkurent sam pristopi k podjetju in predlaga, da bi od podjetnika podjetje kupil. In taki predlogi dostikrat potem sprožijo razmišljanje o tem, ali bi bilo smiselno podjetje prodati. Včasih obstaja, kako bi rekel, interes za prodajo tudi med solastniki in v takem primeru potem tudi ostali začnejo o tem razmišljati in se upam, da večinoma uskladijo pri tem, ali se grejo potem vsi skupaj v proces ali pa pač nobeden. No, na koncu seveda pa ni nujno, da se podjetje proda v celoti. Imamo tudi primere, ko se prodajajo določene dejavnosti v sklopu poslovnih prestrukturiranj, kar pomeni, da se lahko prodajo samo določena sredstva ali pa hčerinska družba, ki nekako ni več del ene osredotočene dejavnosti, ki bi jo želel podjetnik razvijati. No, po uvodnem premisleku, ali podjetje prodati, je smiselno, da podjetnik opravi vsaj preliminarno oceno vrednosti podjetja. Zakaj je to na začetku važno? Recimo, ko pridejo podjetniki do nas in to storitev mi za njih opravimo, včasih tudi brezplačno, recimo, ki jo pač smatramo kot nek, kako bi rekel, začetek enega poslovnega odnosa, vidimo, da se lahko pričakovanja o vrednosti, ki jih ima podjetnik, bistveno razlikujejo od recimo rezultata cenitve, neke objektivne cenitve. In če so ta odstopanja prevelika, imamo lahko kasneje v postopku precej velike težave, lahko pride tudi do propada postopka pred samim koncem, kar pa je slabo iz dveh vidikov. Prvi je ta, da je prodajni postopek vedno zahteven, kar pomeni, da je treba v njega vložiti veliko resursov. Drugi razlog pa je ta, da je prodajni postopek za podjetje vedno neko obdobje negotovosti in ga je zato potrebno čim bolj skrajšati, kakor se da, in hkrati ga ne večkrat ponavljati, ker ima lahko tudi potem to negativne vplive na poslovne partnerje, lahko tudi na dobavitelje ali pa kupce podjetja. In je zato smiselno, da se, ko se enkrat odloči za prodajo, se gre v ta postopek z namenom, da se dejansko izpelje. In seveda pogoj za to je, da imamo usklajene poglede na vrednost. Se pravi, ko smo enkrat preučili vsaj okvirno, koliko bi lahko bila vrednost podjetja, je potrebno razmisliti o tem, kako poslovati do začetka postopka oziroma do same prodaje, se pravi, kako poslovati, da bomo maksimizirali vrednost za obstoječega lastnika. Zdaj, za ilustracijo tega primera smo simulirali denarne tokove enega fiktivnega podjetja, in sicer smo naredili denarne tokove za 3 scenarije in bi vam zdaj želel predstaviti rezultate tega. Zdaj, osnovni scenarij predvideva neko stabilno poslovanje brez večjih sprememb v zadnjih letih pred prodajo in se potem tako poslovanje nadaljuje tudi po sami prodaji. Prvi alternativni scenarij predvideva večjo investicijo v letu pred prodajo, ki je na prvi pogled zelo dobičkonosna, ker v vseh naslednjih letih poveča prosti denarni tok podjetja za 30% glede na osnovni scenarij, kar je v večini primerov kar lepo povečanje. Ampak seveda to pomeni, da imamo v trenutnem letu odliv. No, druga alternativa pa je, da sklenemo nov posel z velikim kupcem, ki prinese podjetju 20% višje prihodke od prodaje vsako leto glede na osnovni scenarij, pri enaki dobičkonosnosti,
ampak nov kupec zahteva daljše plačilne roke in tudi posledica tega je, da moramo držati tudi višje zaloge za servisiranje, za njegovo servisiranje. No, seveda tudi ta scenarij je na prvi pogled zelo zanimiv, konec koncev 20% višje prihodke v bistvu dobičkonosnosti je v bistvu normalno, ponavadi v poslu precej težko doseči. Ampak, če pogledamo na tem slajdu v spodnji tabeli vsote, vidimo, da tako prvi kot drugi alternativni scenarij neto sedanje vrednosti denarnih tokov za podjetja ne spremenita bistveno. Torej, kaj smo naredili? Šli smo v posel, smo pred začetkom prodajnega postopka, naredili smo si veliko dela, ampak od samega posla dejansko glede na finančni model ne moramo pričakovati, da bo kupnina bistveno višja. Seveda, če ne moramo računati, da bo kupnina višja, so pa posledice take odločitve lahko tudi drugačne. Imamo recimo vsak tak velik projekt zahteva velik angažma resursov, tako lastnika kot poslovodstva, in hkrati se izpostavljamo tveganju, da se projekt ne bo izvedel skladno s pričakovanji, kar pomeni, da lahko tudi vrednost tazga projekta potem glede na denarne tokove negativna. No, tretja posledica, ki bi jo tudi izpostavil, pa je, da če gremo hkrati v velik projekt in v prodajni postopek, to lahko pomeni, da odgovorni v podjetju ne bodo imeli dovolj časa za kvalitetno sodelovati pri skrbnem pregledu, ki bo nedvomno del prodajnega postopka, kar lahko tudi negativno vpliva potem na samo izvedbo in posledično tudi rezultat. No, če gremo naprej na druge dejavnike, o katerih je potrebno razmišljati pred začetkom prodaje, ki mogoče niso direktno vezane na denarne tokove, najpomembnejše vprašanje, tudi po moji oceni, in ki se praktično v vsakem postopku odpre, je, ali lahko podjetje posluje brez angažmaja trenutnega lastnika in recimo ključnih zaposlenih. To je za vlagatelja zelo pomemben dejavnik in pri srednje velikih podjetjih in tudi malih seveda vidimo, da je odgovor na to vprašanje večinoma vsaj nepopolnoma. To pomeni, da je treba razmisliti, ali je obstoječ lastnik pripravljen sodelovati pri poslovanju podjetja tudi po sami prodaji. In če so pomembni za poslovanje tudi ostali zaposleni, je potrebno razmisliti, kako tudi njih motivirati, zato da v podjetju ostanejo, ker vemo, da za njih ne bo direktnega finančnega učinka iz prodajnega postopka in torej treba najti drugo motivacijo, zato da v podjetju ostane. Enako vprašanje se odpira tudi napram kupcem in dobaviteljem. Nekateri imajo v pogodbah celo klavzule, da lahko sodelovanje odpovejo, če se pride do prodaje podjetja, in v takem primeru je treba oceniti tudi to tveganje, se pravi, ali bi lahko določen poslovni partner negativno reagiral na prodajo podjetja. Ključna v celotni zgodbi so tudi poslovno nepotrebna sredstva. V veliko primerih se nam zgodi, da prodajalec želi določena sredstva podjetja obdržati tudi po prodaji in ta sredstva niso ključna za poslovanje. In v takem primeru je potrebno razviti strategijo, kako ta sredstva izvzeti iz podjetja in hkrati zagotoviti, da je ta proces tudi davčno optimalen, ker v takih primerih lahko pride do precej velikih davčnih bremen. Ključen je tudi časovni okvir prodaje, včasih smo s časom omejeni, recimo tudi zato, ker je lahko podjetje pred eno neodložljivo strateško odločitvijo, in ki se seveda zamakne zaradi prodajnega procesa, ampak je seveda obstaja omejitev,
koliko se lahko tako odločitev zamakne, ker imamo lahko negativne posledice dolgoročno za poslovanje. In v takem primeru je potem treba razčistiti, ali je potrebno s prodajo pohiteti, ko se enkrat začne, seveda. No, na koncu bi omenil mogoče mogoče mehkejše dejavnike v prodaji, za katere vidimo, da jih lastniki podjetij kar pogosto izpostavljajo, in to so recimo razmišljanje o razvoju podjetja tudi po prevzemu, ohranjanje delovnih mest ali pa poslovnih lokacij. No, to so dejavniki, ki so skoraj izključno v domeni prodajalca, in ta vprašanja običajno naslavljamo s tem, da v prodajni proces povabimo samo tiste vlagatelje, za katere mislimo, da se njihova strategija nekako sklada z našo. No, po končani pripravi na prodajo se lahko začne sam prodajni postopek. Zdaj, to je v bistvu zrcalna slika nakupnega postopka, ki ga je Urška že precej dobro opisala. Jaz bi samo na hitro omenil, z vidika prodaje ga večinoma ločimo na, ne pa vedno, moram reči, ampak večinoma na nezavezujoč del in zavezujoč del. V nezavezujočem delu v bistvu dobijo investitorji od naše prodajne strani podatke o podjetju v prodajni dokumentaciji, najpomembnejši dokument je informacijski memorandum, in na podlagi tega oddajo nezavezujoče ponudbe. Potem vlagatelji, ki oddajo sprejemljive ponudbe, so povabljeni v skrbni pregled. V tej fazi je na strani prodajalca potreben bistveno večji angažma, ker dejansko pridejo vlagatelji v stik s podjetjem, direktor jim mora predstaviti poslovanje, mogoče celo drugi direktorji posameznih sektorjev, ki so ključni za poslovanje. Pregleda se finance, pravo, okolje, tehnologijo podjetja, tudi kadrovske zadeve, in na podlagi teh podatkov potem lahko oddajo vlagatelji zavezujoče ponudbe, sledijo pogajanja, izbor končnega kupca in izvršitev posla. No, na koncu predstavitve sem za vas zbral, mogoče za tiste, ki redno ne spremljate kapitalskih trgov, še par podatkov iz prakse, da vidite, kako so v bistvu podjetja vrednotena na trgu in v bistvu s kakimi problemi se lahko pri vrednotenjih tudi soočamo. Naš primer je iz avtomobilske industrije in v tabeli imate predstavljene mnogokratnike vrednosti, price earnings. To pomeni, da gledamo, kolikrat več je kapital podjetja vreden v primerjavi z čistim dobičkom, ki ga podjetje ustvarja. No, vidite, večina podjetij ima ta količnik v vrednosti med 10 in 25. To so na trgu precej, bi rekel, najbolj pogoste vrednosti, ki jih srečujemo. No, če greste po tabeli dol do zadnjega podjetja, je pa tukaj naša zvezda večera. To je Tesla, ki ima ta mnogokratnik približno 50krat višji od ostalih avtomobilskih proizvajalcev. No, če se zdaj postavite v kožo enega finančnega analitika, ki mora oceniti, koliko je realno povprečje za avtomobilsko panogo, vidite, da je rezultat popolnoma odvisen od tega, ali podjetje vključimo v analizo ali pa ne. In seveda podjetja izključevati iz analize je precej problematično, ker je treba imeti precej dobre argumente, zakaj se določeno podjetje izključi, zakaj ni primerljivo. In v bistvu zelo dobri argumenti se običajno lahko najdejo na obeh straneh argumenta. Zdaj, zakaj je Tesla toliko višje vrednotena od ostalih podjetij, je v največji meri zato, ker so tako visoka pričakovanja glede bodoče rasti denarnih tokov. Se pravi, neka splošna javnost ali pa vlagatelji verjamejo, da lahko Tesla na podlagi tehnologije, ki jo zdaj ima, v bodočnosti generira tako visoke denarne tokove, da je upravičena že tako visoka cena delnice danes. In zato imamo potem glede na dobiček tako visok mnogokratnik. Zdaj, laično, in če se ustavimo na tej točki,
je ta argument, kako bi rekel, sprejemljiv, jaz mislim, da za večino. Če pa začnemo bolj podrobno gledati, kaj to pomeni, o kakih vrednostih dejansko se pogovarjamo na borzi, vidimo, da je Tesla ta trenutek vrednotena dvakrat višje, kot je vsota vrednosti BMW-ja, Mercedesa in Volkswagena skupaj. Tukaj pa hitro pridemo do tega, da se pojavi veliko skeptikov, ki nekako ne morejo razumeti oziroma si ne znajo razložiti, od kje izhaja tako visoka vrednost. Še posebej, če gremo potem pogledati primerljiva podjetja, od spodaj imate prihodke od prodaje, kjer vidimo, da Tesla dejansko generira samo majhen delež prihodkov enega izmed konkurentov. Pri čistem dobičku je pa situacija še hujša, zato ker dejansko še nobeno poslovno leto podjetje ni končalo z pozitivnim čistim dobičkom. Zakaj se nam zdi ta, kako bi rekel, pregled sicer tega ekstremnega primera na kapitalskem trgu pomemben? Radi bi zaključili to predstavitev z mislijo, da v vsakodnevni situaciji na kapitalskih trgih vidimo ogromno izjem, ki generalno odstopajo od nekih ustaljenih finančnih analiz. Dejstvo je, da imajo ljudje zelo različne poglede na prihodnost in posledično tudi na vrednost podjetij na borzi. In za uspeh tudi naših, recimo bolj klasičnih prodajnih postopkov na dolgi rok je ključno, da se poleg finančnih analiz osredotočimo tudi na ostale udeležence v prodajnih postopkih, razumemo njihove argumente in konec koncev tudi njihova pričakovanja. In samo s kombinacijo obeh, se pravi mehkih faktorjev in analiz, lahko računamo dolgoročno na uspeh na kapitalskem trgu. No in s tem bi našo predstavitev tudi zaključil. In nazaj predajam besedo Goranu, ki bo tudi moderiral potencialno vprašanja, ki bi jih lahko imeli. Hvala lepa. Najlepša hvala obema za zelo temeljito in zelo strokovno ponazoritev tako nakupnega kot prodajnega procesa. Še enkrat bi ravno zaradi tega povedal vsem udeležencem, da boste dobili prezentaciji in da ste seveda vabljeni tudi k nadaljnjim vprašanjem po webinarju v naslednjih dneh za oba naša predavatelja. Vabim seveda vse, da nam pošljete kako vprašanje na chat ali pa rokco. Sem se pa jaz zabeležil nekaj vprašanj, ki bi jih rad delil z našima predavateljima, ki so se mi zdeli glede na vajino predavanje kot vprašanja zanimiva. Mogoče prvo vprašanje za gospo Gornikovo. Omenili ste, da je zelo pomembno pri nakupu v živo pogledati tarčo nakupa. Ali se vam je mogoče kdaj zgodilo v banki, da je nekdo prišel pa rekel, je pa kar prekinite nekako podjetje? Iskreno ne. Ne. To se nam še ni zgodilo. Zdaj predvsem, če govorimo o nekih storitvenih podjetjih, je to drugače, kakor če govorimo o nekih proizvodnih podjetjih. Proizvodna podjetja dobesedno, se pravi, je potrebno si lastne oči pogledati, kakšna je ta proizvodnja, kako poteka podjetje, kako se pravi vse te poslovne skupine, ki so pomembne, kako delujejo, se pravi prodajna, kadrovska, finančna. To bi rekla nekako spoznati preko teh kanalov, ki jih danes uporabljamo, je zelo težko. Mislim, da kar ni možno. Bili ste pa vse eno zanimivo zadevo, kako zelo pomembno je že v začetni fazi presoditi, ali ponudnik taktizira ali ne taktizira. Koliko je teh taktičnih ponudb? Veliko. Zelo veliko. Veliko. Predvsem, zdajle ravno smo imeli en primer, kjer lahko govorimo
se pravi, eno podjetje želi kupiti drugo podjetje in ta dva podjetja dejansko že med sabo poslujeta in se poznata in sodelujeta in se pravi Tarča, ki se prodaja, lastnik je starejši gospod v 80 letih, to podjetje je, lahko rečem, da njegov otrok in ga tako tudi gleda zelo čustveno. In v tem postopku moram reči, da bo zelo specifičen postopek, ker še poteka, nismo še, v bistvu smo na začetku postopka, ampak ta gospod dejansko ne želi podati nikakršnih informacij. Se pravi, on pravi, da kupec to podjetje že pozna in ve, kakšna je vrednost in on ne bo razkrival nič. Tako da tukaj bo v bistvu proces obrnjen in se bo že, ker dejansko nakupni oziroma prodajni proces diktira prodajalec. In tukaj se bo že v začetku podpisala zavezujoča ponudba, ki bo imela seveda določene pravne vzvode potrebne za to, za nadaljnji, oziroma kako se bo nadaljnja stvar izpeljala. Ampak pravim, da bo proces obrnjen zato, ker bo na začetku že zavezujoča ponudba, tudi za neko garancijo, ki jo zahteva prodajalec. In potem se bo pa opravil, se pravi, da on dobi to sigurnost, da je ta kupec res zainteresiran in bo podpisal to zavezujočo ponudbo, potem se bo pa opravil v bistvu potrditveni skrbni pregled in če bo tam se pokazalo, kar dejansko, da nekaj ne bo v redu, se bo potem ta pogodba se lahko razveljavi, drugače ima pa določena jamstva in dodatne klavzule vsebuje. Tako da te procesi so res, vsak je edinstven, težko bi rekla, da... Težko jih predačati. Težko, ja, težko. Še eno vprašanje, ker na SBC zelo pogosto govorimo o temah lastništva, nasledstva in tako naprej, ko sem prišel na SBC v začetku leta 2018, bila je konjunktura in tako naprej, in bo zelo zanimivo. Na začetku leta sem dobil od večjih finančnih organizacij neuradna informacija, da obstaja veliko večje povpraševanje lastnikov po prodaji. Takrat verjetno zaradi dveh razlogov, predvsem pravi trenutek za ceno in na drugi strani prva generacija iz 90-ih let podjetja, ki počasi odhaja in bo vprašanje nasledstva. Ampak na koncu leta, ko sem vprašal, koliko so pa kaj prodali, so pa rekli zelo, zelo malo, ker so vsi več manj tipali. A je situacija še vedno takšna, ali se v zadnjih 2 letih mogoče kaj spremenila? Jaz mislim, da se situacija obrača. Ravno v zadnjih parih mesecih smo lahko opazovali zelo uspešno prodajo podjetja Filc. In jaz mislim, da zaznavamo, se pravi, povečano povpraševanje po teh storitvah in dejansko ne bo prišlo samo do tipanja, ampak bo prišlo dejansko tudi do končne izvedbe. Gospod Kač, vi ste v svoji prezentaciji omenjali različne razloge za prodajo. Gospa Gornikova je že zdaj povedala, da se malo spreminjajo zadeve. Ali se že čutite, da se spreminjajo razlogi za prodajo? Pred COVID-om je situacija nastopila in prej. Ja, dejansko glede samih razlogov, mislim, da sta veliko, ki si jih naštel, so taki, da so nekako relevantni na dolgi rok. Se pravi nasledstvo, neke strateške pozicije podjetij. Zdaj, COVID je seveda pripeljal do tega, da določena podjetja prosperirajo nepričakovano bolje kot prej. In da seveda na nek način da je smiselno in vidijo podjetniki neko smisel še naprej poslovati. Tista, ki pa so zdaj rahlo v zatonu, je pa situacija odvisna od primera do primera. Eni vidijo, da se da iz te krize iziti kot zmagovalec, tisti, ki pa vidi, da podjetje nima potenciala za strateški preboj po krizi, je pa potem v bistvu tudi zaradi ekonomskega cikla nekako razmišlja dostikrat o prodaji. S tem, da so to precej težke odločitve, ker vemo, da v tej situaciji je težko, še posebej za nekoga, ki je bil dolgoročni lastnik. Ali pride v zadnjem obdobju, recimo po juniju, ko se tisto prvi šok, a pride kdo od podjetnikov, ki je zelo dobro posloval
preteklih letih imam presežek, kjer sem pa zdaj bi pa še kupil kakšno dobro slovensko podjetje, ki mu je cena mogoče, da je padla zaradi same situacije, pa imajo perspektivo. Se vam dogaja? Definitivno. Še eno vprašanje imam samo. Mi imamo v svojih vrstah lastnike, predvsem družinska podjetja, ki so emocionalno navezani na svoje podjetje. Zato je verjetno prišlo to leta 2008 do tega, da je bilo veliko večje povpraševanje, kot pa na koncu tudi prodanih podjetij. Ampak koliko pa je primerov, mogoče imate pa še podatek v svetu, zdaj čutek, ali pa tudi pri nas, ko prevzemnik ima veliko željo in da se to tudi obnese, da lastnik ostane v neki vlogi, prejšnji lastnik, ostane v neki vlogi v podjetju, tudi naprej, kakšno vlogo običajno daje novi prevzemnik. Ja, to je precej pogosta praksa, moramo reči, ne. Dejansko star lastnik, še posebej, če je bil prej v dolgoletni vlogi direktorja, ima zelo dobre odnose z dobavitelji, svojimi skupci, ima tudi dobro idejo, kaj je podjetje sposobno narediti pri določeni kapitalski injekciji, recimo, če povečamo investicije. In je zato tudi zelo pomemben za novega lastnika, ker lahko prinese veliko dodano vrednost v samem podjetju. Zato običajno resnično vidimo, da vsaj 2-3 leta običajno še podjetnik ostane v neki vlogi, včasih tudi operativni, in kasneje dostikrat vidimo, da se pravi, da ti ljudje potem prestopijo iz operativne vloge v neko nadzorno in da postanejo člani nadzornih svetov, mogoče tudi svetovalci vlagatelja. In vidimo, to so v bistvu najboljše, se pravi, poslovne prakse, ko se narejeno zaupanje v prodajnem postopku dejansko potem izrazi oziroma potrdi potem v dolgoletnem sodelovanju med partnerji. Včasih tudi obstoječ lastnik, se pravi, originalni lastnik tudi zadrži nek manjšinski delež v podjetju. Se pravi, to je, jaz bi rekel, da je to nekako na splošno celo zaželjeno. Ja, kar ustaljena praksa. Če se vrnemo iz Tesle, malo ekstremen primer na slovenske razmere, imamo tudi nekaj v Sloveniji, pustimo start-upe, ampak družinskih podjetij, ki so bolj tako poslovali, a v Sloveniji tudi pojavljajo kar precejšnje razlike, če gre takšne, med neko vrednostjo ali dejanske, ali pa mogoče pričakujoče, ne nujno realizirane koristi prihodnosti, kot je primer Tesle, lahko rečem, mogoče malo fame, pa vse ideje pride okoli, ali je v Sloveniji bolj konzervativno pristop. Seveda niso take razlike kot pri Tesle, ali so bolj na realnih ocene, ki jih pričakujejo ponudnika ali kupci, ali vendarle tudi nekdo razmišlja podobno kot Tesla, oziroma lastnik Tesla. Ja, večina postopkov bi rekel, da se zaključi pri nekih mnogokratnikih, ki so nekako ustaljeni in širše nekako priznani v panogi, tudi recimo na evropskem nivoju ali pa včasih tudi svetovnem. Obstajajo pa definitivno razlike. V Sloveniji recimo še posebej ta visokotehnološki sektor vedno bolj pomemben. Tam se dosegajo višji multiplikatorji, niso pa to edine panoge. Recimo na dobiček je to celo težko reči, ker taka podjetja včasih so relativno nizko dobičkonosna. Lahko se zgodi recimo, da je to večkratnik celotnih prihodkov od prodaje. Recimo včasih je možno, da se proda po 5-kratniku prihodkih. Ali je to vrednost kapitala ali pa EV, ni važno. So pa recimo določene tudi tradicionalne panoge, kjer se dosegajo višje vrednosti, to je recimo farmacija in z njo in recimo povezane panoge, ki so pa že tradicionalno recimo višje vrednote. Ok, hvala tudi za odgovore. Če ni kakšnega vprašanja, bi se jaz hvala vsem poslušateljem, še enkrat bi vas seveda povabil. Zelo lepo, da si pogledate, kako je to tudi posnetek današnjega webinarja, da si pogledate vse prezentaciji in da tudi seveda se vabim, da vprašate za dodatne informacije tako naša gosta, kot tudi nas, ker tudi mi imamo pogosto kakšna vprašanja, tako da so zelo dobrodošli z vašim vprašanjem tudi do SBC-ja. Verjamem tudi,
da se kmalu srečamo na novo, ne samo da verjamem, o tem, da to že najavljam in napovedujem naš 4. in pa naš 5. SBC webinar. 4. SBC webinar bo 8. septembra in sicer za našim članom Kompito. Tema bo vodenje v času krize, kako ostati psihološko fit in uspešno voditi ekipo v času negotovosti. Predavatelj pa bo zelo znan slovenski psiholog dr. Aleksander Zadel. Na 5. SBC seminarju pa bomo z našim članom Kreatimom imeli na dnevnem redu temo, kako na LinkedInu poiskati nove prodajne priložnosti. To pa je danes, ko smo malce bolj v krizi, pa ko se digitaliziramo, tudi zelo aktualna tema. Tako da dobrodošli seveda vsi skupaj tudi na 4. in 5. SBC webinarju. Danes pa vas vse lepo pozdravljamo. Želimo vam še lep dan naprej. Ostanite zdravi, srečno in vsem hvala za pozornost. Nasvidenje. Lep pozdrav. So jaz govoril